Dame in gospodje, prosim malo pozornosti, hvala lepa. Ja, če bi doma takole utihnili, ko odprem usta, ne bi bilo nič narobe. Prosim, če pridete na svoja mesta, da začnemo z prireditvijo Večer zvezd. Hvala lepa. Ja, zanimivo, da v pelotonu iščejo svoje mesta sedaj še naši najboljši, ampak oni se vedno znajdejo, to je najpomembneje. Hvala lepa, fantje sedijo, njihove lepše polovice tudi. Cenjene obiskovalke, spoštovani gostje, seveda tudi cenjeni in spoštovani obiskovalci. Če malo kršim običajen protokol, bom na prvem mestu pozdravil vse naše cenjene kolesarke in pa kolesarje in še posebej tiste najboljše, ki so v tem letu poskrbeli, da govorimo o najuspešnejši sezoni doslej. Začenjamo z večerom naših najbolj sijočih kolesarskih zvezd na tradicionalnem večeru zvezd, tokrat z letnico 2018. In začetek je tokrat naslednji. Dame in gospodje, Dame in gospodje, zdravljica dvakrat za uvod, tudi naš kvartet Art Ini je poskrbel, da smo slišali himno zdravljico, ki jo zelo radi slišimo na vseh tekmovanjih in še posebej, če gre za kolesarska tekmovanja. Torej, po zdravljici, ki smo jo slišali letos tudi na teh mednarodnih tekmovanjih, videli ste ta izjemen glasbeni potencial našega mladeniča z Gorenjskih Gričev, ki je lepo prepeval po nemških tleh in na dirki po Nemčiji povsem še enkrat privoščim prav prijeten večer v zdaj že tradicionalnem okolju tule na Ljubljanskem gradu. Poseben pozdrav vsem našim visokim gostom, predstavnikom mestne občine Ljubljana, seveda tudi naše krovne športne organizacije, in pa seveda vsem tistim, ki že vrsto let ali pa zgolj en dan skrbite, da je kolesarski šport v Sloveniji tam, kjer je. Za uvod, kot se seveda tudi po protokolu nekako spodobi, čeprav se ga ne radi držimo, pa za nekaj besed prosim predsednika Kolesarske zveze Slovenije, gospoda Tomaža Grma. Dober večer želim. Lep pozdrav seveda najprej nominirancem oziroma tem, ki bodo danes dobili nagrade, tako ekipno kot posamezno. Lep pozdrav tudi vam, predstavnikom klubov, društev, ki zastopate Kolesarsko zvezo, vsem ostalim podpornikom v kolesarstvu, sponzorjem, ki omogočajo, da smo tukaj, kjer smo, pa seveda lep pozdrav tudi predstavnikom Bahran Meride, danes nas je obiskal član pro ekipe, tako da sem zelo vesel, da v to Slovenijo oziroma na tako prireditev pride tudi tako eminentni gostje. Letošnjo leto je zagotovo leto, ki se bo do sedaj opisalo kot
najbolj pomembno oziroma najbolj uspešno leto za slovensko kolesarstvo. Kolesarji ne samo v cestnem, tudi v gorskem, tudi kolesarke dosegajo zelo lepe rezultate in samo potrjuje to, da se z delom, s predanostjo lahko daleč pride in da ni meja. Letošnje leto je bilo posebno tudi to, ker smo lahko v tem letu naredili veliko ostalih zadev, ki seveda se ne tičejo samo tekmovanja, ampak splošnega kolesarstva. Zelo me veseli, da smo v letošnjem letu, recimo danes, na današnji dan, samo po Celovški cesti 280 000 kolesarjev se je peljalo v mesto Ljubljana. Kolesarstvo ni samo šport, kolesarstvo je gibanje, kolesarstvo je nov način življenja, ki nam omogoča trajnost. In trajnost je zelo pomembna. Ne samo za nas, ampak tudi za naše otroke, ki prihajajo. Tako da si želim, da bo današnji večer za vse vas prijeten in da se bomo lahko naslednjo leto videli in obudili te lepe spomine tudi za leto 2019. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Pravijo, da tistega, kar je dobro, se enostavno ne menja. Vsi selektori, ki so danes z nami, mi bodo najbrž pri tem takoj prikimali. No, morda ne prav vsi, ampak saj veste, vedno pridejo tudi sladki trenutki, samo malo je potrebno potrpežljivosti in veliko težkega dela, ko govorimo o naših vrhunskih športnicah in športnikih. Ste si enostavno izbrali eno najzahtevnejših športnih panog. Tudi tokrat bomo podelitev priznanj na Večeru zvezd začeli pri kolesarjih amaterjih. Okrog tega sem letos slišal kar nekaj podukov in se bom striktno držal zapisanega v scenariju in ne bom veliko pametoval rekreativci, amaterji in tako naprej. Nazadnje v Podsmreki sem bil lepo podučen in govorimo o kolesarjih in seveda tudi kolesarkah amaterjih. Podeljevalec pri prvem izboru zvezd večera je gospod Jani Prešeren, vršilec dolžnosti predsednika odbora za množičnost in rekreacijo in prosim, če gospod Prešeren lahko pride na oder. Hvala lepa. In takole, ko ste prihajali na Ljubljanski grad, ja, nekaj je oblakov na ljubljanskem nebu, ampak to se bo vse razprašilo, zvezde sedaj prihajajo in tista prva, ne bom rekel, da je to sedaj zvezda Repatica, ampak tista prva zvezda, ki bo prišla na oder, je že skoraj da tule na odru. In prva zvezda večera, ki bo osvetlila danes tole nekoliko oblačno večerno nebo nad prestolnico, je amaterski kolesar leta, dame in gospodje, Matej Lovše. Ja, še dobro, da Mateja imamo tule gor, da ga tudi vidite, očitno ga z nami ni. Bomo pa prebrali vse tisto, kar sodi ob njegovo ime, torej amaterski kolesar leta. Matej Lovše je član amaterske kolesarske ekipe Tuštim in kolesarski vodnik po spodnji Savinjski dolini. Kljub mnogim uspehom še vedno najde motivacijo, da se vrhunsko pripravi na pomembne tekme. Znan je, da visoko postavljene cilje navadno uresniči. Sezono je zaznamoval z naslovom državnega prvaka v kronometru ter z absolutno zmago na etapni dirki Giro del Friuli. Na svetovnem prvenstvu pa je uspehe kronal z ubranitvijo naslova svetovnega prvaka v kronometru. Postal je tudi skupni zmagovalec pokala Slovenije. Matej Lovše je po kriterijih odbora za množičnost in rekreacijo, tako se imenuje odbor, tudi tu ne bom pometoval, najamaterski kolesar za leto 2018. Matej Lovše. In že smo pri prvi zvezdici, torej pri prvi kolesarski dami, ki bo sijala kot zvezda v tem večeru kolesarskih zvezdnikov in najboljša kolesarka amaterka pri nas in resnično upam, da je tu, bolje rečeno vem, da je tu, je Laura Šimenc.
Ja, Lauro na srečo nimamo zgolj in samo na fotografiji. Laura je z nami, dame in gospodje. Laura Šimenc, članica kolesarskega kluba BK Umag, seveda biciklistički klub Umag, ki je v letošnji sezoni vse podredila svetovnemu prvenstvu v Italiji. V prvem delu sezone je osvojila nekaj zmag na Gran Fondih in postala državna prvakinja v kronometru. Vrhunec je dosegla na svetovnem prvenstvu, saj je osvojila naslov svetovne prvakinje v kronometru, tretje mesto v cestni vožnji ter bila članica zmagovalne ekipe štafetne preizkušnje. Laura Šimenc je po kriterijih odbora za množičnost in rekreacijo najamaterska kolesarka za leto 2018. Laura, ni še konec? Ja, nekaj besed, govor ste pripravili, ste mi prej rekli. Ni se treba držati popolnoma tistega, kar ste zapisali doma. Nisem se najbolj pripravila doma, tako da sem po poti malo naštudirala, kaj bom povedala. Jaz sem letos zelo uživala na kolesu in je bila to moja najboljša sezona do zdaj. Predvsem sem hvaležna, da sem sploh lahko šla na kolo in da sem trenirala lahko, kljub temu, da sem prvo leto v bistvu redno zaposlena, pa še delam doktorski študij, tako da sem vsako minuto, ko sem bila na kolesu, izkoristila tako pač do maksimuma in sem zelo vesela, da mi je to uspelo, tako da najlepša hvala. Kolesarji amateri, kaj sodeluje med sabo, morda veste, zakaj Mateja ni na treningu že za naslednjo sezono? To pa ne bi vedela. Ne bi vedela. Samo še eno vprašanje, ker običajno kolesarke amaterke hitro pobegnete z te prireditve, kajti tamle, ko je potem nekaj mastnega, to kolesarjev ne zanima. Mislim, da je bolj v trendu high fat, low carb, tako da... Trendi, ste slišali? Kaj je v trendu, smo slišali? Je v trendu tudi to, da se vrnete v BTC City, k Gorazd do Penko? Poskušali ste, pa sedaj, ko bo doktor spredaj pred vašim imenom, doktorica, morda? Ni to več v planu. Ni več v planu. Bom prepustila mlajšim kolegicam, jaz sem se že upokojila v tem smislu. Mlada upokojenka. Hvala lepa, Laura. Dame in gospodje, Laura Šimenc je amaterska kolesarka leta. Naslednja nagrada ne sodi med tiste, lahko bi rekli, najbolj zvezdniške v tem letu. Severnica je seveda na nebu le ena, potem pa zvezde, ki različno sijejo in so tam nad nami postavljene tudi v različne like in ti liki so tisti, ki jih marsikdaj opazujemo. Tudi tokrat pa bomo podelili nekaj priznanj za opravljeno v letu, pa za opravljeno v letih, ki vsaj kolesarsko je to leto že mimo in kot smo prej slišali tudi Lauro, pa očitno tudi Matej že razmišlja za naprej, že pogledujete v naslednje leto. Na oder vabim podeljevalca, pridruži naj se mi gospod Jan Starman, predsednik odbora za gorsko kolesarstvo in BMX. Na oder pa prosim, če pride tudi dobitnik priznanja za dosežke v gorskem kolesarstvu, dame in gospodje, z nami upam, da je Žak Gomilšček. Je. Fotografijo imamo, Žaka tudi. Ja, če kdo od pisočih kolegov razmišlja, kako bo napisal ali Žak z Ž ali tisto JAC, to bo Rogla vedel, kako se piše v Franciji, povprašajte tule in vidite na ekranu. Žak Gomilšček je obetavni gorski kolesar. Žak Gomilšček je že v svojem prvem letu kot mladinec dokazal, da je odličen kolesar, ki se ne ustraši prav nobene konkurence. Z odlično fizično in tehnično pripravljenostjo, torej telesno in tehnično, je nizal odmevne rezultate, kar mu je ob koncu sezone prineslo tudi skupno zmago v IXS Evropskem pokalu v spustu. Upam, da sem pravilno prebral.
Kot reprezentant je Slovenijo zastopal na svetovnem prvenstvu v Švici, kjer je v krstni sezoni med mladinci zasedel solidno 28. mesto. Zmago je zabeležil tudi v domačem Unior Downhill pokalu in sezono kronal tudi z naslovom državnega prvaka. Žak, veste, kaj vas čaka? Mikrofon. Ja, ta sezona je bila zelo uspešna. V bistvu na začetku sezone nisem pričakoval, da bom tako dober. Mislim, pred sezono sem v Evropskem pokalu cilil prvo deseterico in sem se res presenetil, no, da sem na koncu zmagal. In rad bi se še zahvalil ekipi Sinterberg Sim, ki mi je omogočila, da sem šel na vse AXS tekme, ker brez njih pač ne bi zmagal tega pokala. Nekaj vas moram vprašati, pa upam, da mi v drugih športnih panogah ne bodo zamerili. Veste, ko smučar pride med 28, je v Sloveniji izjemna euforija. Smučar. Vi niste smučar, ne? Ne. Pri nas pa selektori pravijo, če nisi v prvih 10, skoraj nič ne veljaš. Zakaj v kolesarstvu? Nimam pojma. Ste slišali? Nima pojma, pa je tako dober, kaj bi bilo, če bi imel vsaj malo pojma. Žak, samo še malo. Vaši cilji? Vaše želje? Za naslednje leto. Za naslednje leto. Recimo do Tokija in naprej. Ja, moji cilji, mislim, za naslednjo sezono so spet zmagati Evropski pokal in prva deseterica med svetovnim pokalu. Pol za naprej bom pa videl še. Škoda, ker se prej nisem, mislim, da je Andrej Dekleva tule z nami. On je seveda izjemni poznavalec vaše discipline, pa ga nisem nič pobaral, kaj moram še vprašati. Sem kaj pozabil vprašati, kar bi radi povedali? Recimo pozdraviti župnika, pa župana, pa... Po moje ne. Ni treba? Ne. Kaj pa strica pa teto? Lahko. Strica pa teta pa lahko. Hvala lepa, dame in gospodje, obetavni gorski kolesar, če se ne motim, z primorskega konca, Žak Gomilšček. Malo glasbenega premora bo seveda godilo. Tu so z nami še naprej. Šport in kultura torej z roko v roki. Vse bo pripravljeno, spoštovane dame, samo trenutek, ker smo ravno na večeru zvezd vajeni, vedno šport in kultura. Brez tega ne gre, pa tudi če gre zgolj in samo za telesno kulturo. Hvala lepa. Upam, da so note na pravih mestih. Če niso, bodo naše dame to vse postavile tako, kot je potrebno. Z nami v tem večeru kvartet Art Ini in skladba. Če vas zasrbijo, pete El tango de Roxanne.
Ja, očitno so bile note pravilne, če se ne motim, tole je bil tango. Kar malo sem pogledoval tamle proti Kleopatri, pa nisem si upal, res si nisem drznil, da bi jo izval sedaj še na tango de Roxanne. Če pa bi bil tango de Kleopatra, potem bi bilo pa to drugače in bi bila prireditev najverjetneje že končana. Pred nami sta podelitvi dveh posebnih priznanj in to v cestnem kolesarstvu. Podeljevalec je gospod predsednik, prosim, če pridete na oder. Zamenjali boste direktorja marketinga in predsednik je seveda vedno na voljo. Gospoda Jontasa ni in hvala lepa, gospod predsednik, da ste z nami še naprej. Gospod predsednik, imava čast, da bova na tem mestu čez nekaj trenutkov stala z enim najbolj obetavnih mladih kolesarjev na svetu, ampak mi sedaj iz režije, bi rekel David Čermelj, sporočajo, da ga žal ni. Bo ostala sama s sliko. Morda pa pride. Torej, eden najboljših in najbolj obetavnih mladih kolesarjev na svetu in enim najbolj sijočih med mladimi, ki odhaja v zahtevni svet kolesarstva na najvišjem nivoju, odhaja med arabske šejke, ampak vsaj za zdaj nekateri pravijo, da ne med tiste prave, ki so danes tudi tu v dvorani. Bomo videli, se bo znašel, pravijo. Zanj ni nobene prepreke. Posebno priznanje Kolesarske zveze Slovenije prejme Tadej Pogačar. Prosim njegovega trenerja, Marka Polanca, če je tu. Tudi Marko je vedno takrat zraven, ko je potrebno. Marko, živijo. Malo si oglejmo, tole je bilo malo vožnje tudi po pašnikih francoskih. Tole je poskus narediti nekaj podobnega kot Matej Mohorič ali pa naš Primož Roglič, kar dobro mu je šlo, razen za trenutek je odpeljal izven koridorja. Selektor, vidite? Najbrž sedaj srce mirneje bije Martin kot pa takrat v Franciji. Zdaj veste, kdo je naš, ne? Če se vozi po Franciji, potem je v majici rumeni. Aplavz ni prepovedal. Tadej Pogačar je vstopil med zvezde, še preden je dopolnil 20 let. Še nismo končali. Opala. Kaj vse si je privoščil, ne?
Tako je prav. Hvala lepa še enkrat za aplauz za Tadeja Pogačarja. Ta v rumenem je ta mladenič iz Komende. Tadej Pogačar je stopil med zvezde še preden je dopolnil 20 let. Član kontinentalne ekipe Ljubljana Gusto Ksaurum je bil letos vedno med najboljšimi v svoji kategoriji, ko je šlo za res. Izjemna konstantnost, borbenost in taktična zrelost so vrline, ki mu na etapnih dirkah obetajo lepo prihodnost tudi v najvišji kategoriji. Dobil je etapno dirko miru na Češkem, dirko po Furlaniji in največji in najprestižnejši dosežek dirko za kolesarje do 23 let Tour del Avenir, dirko prihodnosti v Franciji. Odličen četrti je bil na dirki po Sloveniji med izkušenimi profesionalci. Za slovensko reprezentanco do 23 let je zbral 20 nastopov, kot kapetan jo je vodil do največjih uspehov v zgodovini in sezono kronal s 7. mestom na svetovnem prvenstvu v cestni vožnji v Innsbrucku. Za vse te dosežke prejme posebno nagrado odbora za cestno kolesarstvo Tadej Pogačar. Ja, Tadej Pogačar najverjetneje sedaj že na svojem dopustu mirno dremucka, kajti je pred nami, takole ko na uro pogledam, ni pa nujno, kajti s sabo je ukradel eno izmed kolesark Gorazda Penka, upam, da Gorazd za to ve in morda niti ne dremuckata, ampak pustimo jo na miru. Še o enem posebnem dosežku bomo govorili v naslednji minuti ali dveh, morda tudi treh, in to znova v cestnem kolesarstvu. Še včeraj na Japonskem med samuraji in kamikazami naša kolesarska kamikaza. Celotno leto nas je navduševal, sploh pa je tako že od trenutka, ko smo ga oziroma ste ga spoznali. Fant, ki je že skoraj mož in to vidni mož našega kolesarstva, dame in gospodje, Matej Mohorič. Za vse opravljeno prejme priznanje za posebne dosežke v cestnem kolesarstvu. Nekako takole. Eto ga njeto na riječkom zavoju, uz njega vozi Matej Mohorič. Res je enostavno to kolesarstvo, vedno samo na dol, ne? Pod Blica in na avtobusno postajo, tam pustiš kolo za 15.000 evrov, te počaka in nazaj gor.
Ja, potem, ko je v lanski sezoni Matej Mohorič dokončno potrdil svoj izjemen talent, je letos napredoval še bolj odločno. 7 zmag v celotni sezoni, med njimi je najpomembnejša zagotovo etapna zmaga na dirki po Italiji. Njegov stil je prepoznaven kot brezkompromisen, taktično in tehnično dozorel, obenem pa izjemno racionalen. Državni prvak v cestni vožnji, dobra predstava na Evropskem prvenstvu, predvsem pa zanj res veliki zmagi na etapnih dirkah po Beneluxu, Bing Bang, Tour in Nemčiji so razlog, da tudi letos prejme nagrado za posebne dosežke v cestnem kolesarstvu in da ne pozabimo, tudi na dirki po Sloveniji smo ga videli na zaključnem odru za zmagovalce v Novem mestu. Mikrofon ga je vedno imel zelo rad. Razen takrat, ko zdravljico fušam. Najprej je treba povedati, da kolesarstvo je na Wikipediji napisan kot individualen šport, pa temu ni tako, je ekipen šport in za moje rezultate letos nisem zaslužen samo sam, pač pa je za njimi tudi celotna ekipa Bahrain Merida, predvsem moji sotekmovalci, pa tudi vse ostalo podporno osebje, vsi maserji, mehaniki, management ekipe in ostali, ki skrbijo za to, da je vse tako, kot je treba, da mi lahko mislimo samo na to, da poganjamo pedala, kar se da hitro in potem razveseljujemo vas doma pred zasloni za svojimi rezultati, tako da lepa hvala ekipi za podporo in ja, upam, da tudi v prihodnosti boljše še pride. Verjamem, da pri svojih 24 letih še nisem pokazal vsega in upam, da bom še kakšno desetletje razveseljeval navijače s kakšnimi lepimi rezultati. Matej, obljubim, da zadnjič, ampak če je slučajno kdo dvomil, in mislim, da jih kar nekaj je, ko si se podal tako zgodaj in pa golobrat na tuje, jih je potem po letu ali dveh kar nekaj dvomilo, le kaj mu je bilo potrebno iti tako hitro. Sam si bil vedno prepričan, da je pravilno. Tako je, ja. Še vedno sem istega mnenja. Mogoče fizično nisem bil zrel, da sem šel med profesionalce, je pa to dejstvo, da sem zdržal tisti 2 prvi težki leti, pomenili, da sem videl tudi kolesarstvo iz mogoče nekoliko druge perspektive, kot ga ostali tisti najboljši, ki tako iz nižjih kategorij z zmagami preidejo že kot kapetani v najpomembnejše ekipe in praktično nikoli ne opravljajo dela pomočnika in nikoli niso tisti, ki prvi ne morejo več slediti ritmu skupine, tako da mi tudi to danes pomaga bolj spoštovati svoje sotekmovalce, bolj ceniti njihovo delo in jih tudi nekako bolj razumeti, ker verjamem, da vseeno se bolj trpi na repu skupine kot tisti, ki se spredaj borijo za zmago, tako da tako pač je v življenju in zdaj mi je uspelo nekako priti na mogoče eno stopničko višje in upam, da tam tudi čim dalj časa ostane. Matej, potem nam ni potrebno dvomiti, če se je Tadej po Mateju pravilno odločil, to, da mu geografija ni šla in da je izbral napačno arabsko državo, to pač boste popravili v naslednjih letih. To bo tisle mož tam na ozadnji popravil verjetno v prihodnosti, upajmo. Ampak jaz sem prepričan, da bo Tadej uspešen tudi v članski kategoriji med profesionalci. V teh 2 letih je večkrat dokazal, da je bilo nam hudičevo težko se ga znebiti, sploh kadar je šla cesta navzgor. Tako da jaz verjamem, da večjih težav ne bo imel in da nas bo že v prihodnji sezoni, če ne v prihodnji, pa sigurno čez nekaj let razveseljeval z lepimi rezultati. In še nekaj, kar ti ni treba odgovoriti. Slišim, da je izvoljenka rekla, na Japonskem sem bila prvič in zadnjič. Jo boš močno preprečeval, da to ni res? Ne, jaz mislim, da mora imeti vsako življenje svoje cilje, svojo karierno pot in jaz imam svojo, ona ima svojo, tako da bo že temu tako. Torej, hvala lepa. Dame in gospodje, Matej Mohorič. Ja, takole, ko se mi otrne misel,
Ne vem, če nisem videl še pred nekaj trenutki na odru dveh predsednikov, zdajšnjega in tistega čez nekaj let. Ampak pustimo to. Pustimo. Živela sta za 9 gorami in 9 vodami in tako naprej. In najbrž niti ne verjamete in že menite, da sem se kar spomnil spotoma, ampak sem se uščipnil in dajte se tudi vi. Smo v realnem, pravem svetu in ne v svetu, ki je mnogim vse bliže, torej nekakšnem namišljenem svetu. V športu s tem ne gre, si ali nisi, v cilju pogledaš na semafor in vreden si natanko toliko, kot piše na tisti čudni škatli. In z veliko vrednostjo so sezono končali tudi naslednji fantje, ki bodo sedaj prikorakali sem. Še enega posebnega gosta pa vabim na oder, saj je podeljevalec zavedno naš prvi dobitnik članske medalje na svetovnih prvenstvih in to v elitni druščini. Dame in gospodje, Andrej Hauptmann, selektor slovenske moške članske vrste našega jagodnega kolesarskega izbora. Ja, kje živi Hempi, ali v realnem ali namišljenem svetu? Ja, bomo potem kakšno rekli. Nikakor pa ne pozabimo na nagrajence še enim priznanjem za posebne dosežke v cestnem kolesarstvu in na tole smo zares lahko ponosni. Slovenska reprezentanca mlajših članov, zmagovalci Pokala narodov v tem letu. Vsi, ki ste tule, prosim, če pridete na oder. Selektor je običajno v spremljevalnem vozilu. On se bo iz vozila drl na njih, tako kot vedno. Ne? Dame in gospodje, rekli so, da jih je 11. Hempi je starejši do 23, to je zagotovo. Kleopatra je dama. To se pravi, 6 jih je že v objemu, upam, da ni cel BTC City na Bali. Torej, ekipa Slovenije do 23 let, slovenska moška, lahko tudi fantovska, ne? Reprezentanca do 23 let je že tretjič po letu 2006 osvojila Pokal narodov, a še nikoli tako suvereno z ogromno prednostjo pred Italijo in Francijo na lestvici, kjer je 42 držav osvojilo točke. Izjemna ekipa in briljantni posamezniki. Začel je Žiga Jerman. In to kar na klasiki Gent-Wevelgem v Belgiji in 5. mestom na dirki ZLM Tour na Nizozemskem. Nadaljeval je Tadej Pogačar, nima sedaj le časa, ki je bil najboljši na obeh etapnih dirkah te serije, na dirki Miru na Češkem in na dirki Tour de l'Avenir v Franciji. Izidor Penko pa je blestel na Evropskem prvenstvu, kjer je bil drugi na kronometru in osvojil je tudi odličje na sredozemskih igrah. Skupaj je za slovensko reprezentanco v sezoni 2018 na 21 nastopih sodelovalo 11 kolesarjev. Sedaj pa bo tule spraševanje. Ste pripravljeni? Tadej Pogačar, Žiga Horvat, Žiga Jerman, Jon Božič, bravo, Jon. Jaka Primožič, Izidor Penko, Luka Čotar, Matic Grošelj, Martin Lavrič, Aljaž Prah in tisti, ki dobro poznate kolesarstvo, tisti, ki se nikdar ne predstavi. Njega vsi poznajo.
Nik Čemaža. Ja, in ker nekdo mora nekaj reči, koga bi izbrali? Ženski del? Selektorja? Selektorja v avtu, saj veš, kako je tam. Dajte, fantje, dajte. Dajmo najmlajšemu besedo, da se navadi, da se privadi. Nik Čemaža, Ja, prijetna sezona, kaj? ja, uspešna. Ja, uspešna, samo uspešna. Zame samo uspešna. Če je Ja. nekdo najmlajši ali med najmlajšimi v ekipi, najverjetneje mora vsakič odnesti vsaj 6 torb, pa vse tisto, kar pusti recimo Žiga Jerman razmetano po treningu, do recimo pralnega stroja in poskrbeti, da je vse tako, kot mora biti. Težka naloga. Sem imel pa srečo, sem bil Žigan Hora tam v sob, tako da je bilo vse pospravljeno. To je pa res sreča. Nik Tadej odhaja, sedaj bo potrebno tega fanta nadomestiti. Kako bo to šlo? Ta prvi zima še vmes, pa spomlad bomo videli, kdo bo na takem nivoju. Po zimi pa krvavec. Pozim pa Hrvat, ja. Je to dovoljeno, selektor? Seveda je dovoljeno. Lahko še ta hitremu damo. Eno ta hitro, ne? No, daj. Prvi del je bil izvrsten, drugi del malo slabši. Je res, da je bila napaka, da si nastopil na dirki po Sloveniji bolan? Ja, mislim, da je bila, napaka je bila, ker nisem bil v dobri formi. En teden prej sem zbolel, ampak mislim, da se vse zgodi z razlogom, tako da. Ampak toliko oboževalko progi spustiti zaradi, ne vem, prehlada. To pa res ne gre. Nimaš kaj kvačeš. Ja, pa saj nisi spustil, ne? Ne, nisem, sem kar šel. Kdaj je bilo najtežje v sezoni? Po veliko scena in kaj pa vem. So čevlji Tadeja že pripravljeni? Boš ti stopil van? Mislim, so kar veliki, tako da bomo videli. Dobro, lahko še starosti te ekipe. Izidor, Ja. približno mesec dni je, ko si dejal, da imaš kolesa dovolj. Kaj zdaj počneš, ne vem, si mlinar na Muri ali ne vem, boš upravljal krvavc tam spodaj na plaži in pozdravil Nika Čemažerja, ko pride. Bil si smučar nekdaj, ne? Ne, trenutno se ukvarjam s študijem in berem knjige, ki me zanimajo. Tako da sem se spustil malo na intelektualno stran. Kolesarstvo ni intelektualna stran. Za trenutek to vam samo šepnem. Niste ugasnili, ja, napaka. Ponudbe so na mizi? Bilo jih je par, ampak sem se odločil, da končam to zadevo, ker sem v bistvu potrošil vso voljo za kolesarstvo, ki sem jo imel. In če bi se sidil naprej, mislim, da bi izgubljal čas in naredil nič dobrega. Tako da odločitev je končna. Kaj pa boljša polovica ostaja v Ljubljani ali ne? Boljša polovica ostavlja v Ljubljani zaenkrat, ja. Torej boš skrbel samo za njeno pripravo. Bomo videli, ja. Dobro, lepo. Pametno in odgovorno delo si izbral, Izidor. Hvala. Še na to stran. Martin? Ja. Tvoj pogled na vse skupaj? Ja, sezona je bila za nekatere res vrhunska, ne? Tako da naslednja leta pa bomo videli. Bo pa spet za nekatere. Ja, upajmo. Kdaj je bilo tebi najlepše v sezoni? Ja, najbrž na Češkem, ko je tedaj zmagal in sem bil z ekipo zraven. Glej, sedaj nama bojo ugasnili tamle dol mikrofone. Martin hodi zgodaj spat. Ste jo kdaj podurhali? Ja. Ne vemo. A ne vemo? No, če ne veste vi in ne ve Martin, potem je bilo vse odlično. In sedaj tisti, ki radi poslušate tudi dolenjski naglas, še Jon. Božič? Ja, Božič.
Kateri božič je danes najpopularnejši v tej dvorani? Jon Božič. Dobro, da ni Boruta Božiča. Kaj bi šele bilo, Borut če bi se bil tu, poslavlja, kaj če bi bil tu še Božiček? Jon, je bilo vse tako, kot si zaželel sam? Vse. Lepe trenutke reprezentance sem preživel v prvem delu sezone na klasikah, kjer je Žiga zmagal. Vse je bilo po planu. So ubogali ostali? Vsi so ubogali. Tudi Jerman? Tudi Jerman. Je mama kdaj poklicala? Ni. Ali pa trener? Ni. Da jim daš na svete? Nisem. Ko bo eksplodiral Žiga Jerman, takrat pa to bo zares. Dame in gospodje, naša reprezentanca najboljša na svetu v kategoriji do 23 let. Še en aplavz za njih. David Črmelj je rekel, da moramo končati do prvega športa. Zdaj enkrat bomo nadaljevali po športu. David? Njega? In če ste si ob vseh teh priznanjih, ki smo jih že podelili in v pričakovanju novih nagrajencev znova zaželeli kulturnega vložka, vam bom zdaj tudi ustregel. Članice kvarteta Art Ini so mi namreč potarnale in ves čas mi žvižgajo tu na desno, saj dame veste, da ne žvižgajo, da malo nastopajo in da naj vendarle jih znova povabim na oder. Skladba pa You Rise Me Up, dvigneš me.
Hvala lepa. Ja, takole se človek sprašuje, kaj sem zapravil, da ne znam vsega tega, kar zna ta četverica. Ja, 3 leta, 3 angla je bilo premalo, da bi bil zraven. Mi pa bomo zdaj podelili tudi priznanja za najboljše v pokalu Slovenije v elitni druščini med člani. Podeljevalec je, še prej se je drl na svojo reprezentanco, Martin Hvastija, športni direktor pri Kolesarski zvezi Slovenije. In Martin, prosim, če prideš na od. Cenjeni kolegi fotografi, vsi tisti, ki v tem trenutku imate pri sebi pametne telefone, jaz vas seveda že zdaj opozarjam, da se nam obeta fotografija, ki menim, da jo morda še niste imeli možnost posneti, niti največji kolesarski zanesenjaki ali pač, veliko pa vas ni s tem bogastvom na vaših fotografskih aparatih ali pa telefonih. In spet bomo nekako zapeljali v slogu 1., 2., 3. Pokal Slovenije, elitna druščina. Na 3. mestu je Tadej Pogačar, Gusto Ljubljana Ksaur. Ja, takole je pri Rogu. Danes je dežurni, ne? Večerni dežurni je danes Marko Polanc. Vse se ve. To je že Zvone Zanoškar tako uvedel, nadaljuje pa seveda Gorazd Penko, ki je skoraj presegel svojega vzornika. Na 2. mestu Matej Mohorič, Bahrain Merida. In danes sem poslušal kar nekaj radijskih postaj, menda pride, se še ni odločil, ne rad se klati po takih prireditvah po Sloveniji, gre samo v Pariz, tule mu ne paše vse tako, kot mora biti, ampak to govorijo tisti, ki dvomijo. Mi nikdar nismo dvomili van. Prvi, Primož Roglič, Lotto Enel Ljubov. Je z nami. Ja, tule veliko obrazložitev ni, najverjetneje boste potem prosili 2 naša fanta, ki sta v prvih 30 na svetovni lestvici, da skupaj tule ostaneta na odru in da se tudi fotografirata, ampak fotografirajmo sedaj vse, tudi tvorca tistega, kar je opravil Tadej Pogačar v svoji ekipi. Kolege novinarje opozarjam, da po koncu ni posebnih izjav, tako da kar bosta povedala sedaj, bosta povedala. Najprej naš kolesarski govorec Matej Mohorič. Ob vsem tem, kar se dogaja v svetovni seriji, na teh dirkah, koliko človeku pomeni tudi tak pokal iz dežele, odkoder je šel v svet? Ja, pač tudi te domače razvrstitve so vseeno še ena potrditev, da pač dobro delamo in so tudi pomembne. Kaj bi svetoval mlajšim, da te prehitijo na 2. mestu? Mislim, da mora vsak verjeti vase, zaupati v svoje sposobnosti in se čim bolj truditi po svojih močeh. Mogoče ni vedno najboljše, da se pretirano primerjamo z drugimi, ker potem sploh, če so drugi bistveno boljši, lahko hitro obupaš, ampak da se osredotočiš na svoje majhne korake in z majhnimi koraki se lahko tudi daleč pride. Hvala lepa. Enajsti in 12. na svetovnih lestvicah
Sedaj niti ne vem, kera je bolj pomembna, ampak biti tam, to ni enostavno, dragi moji. Primož Roglič, bi se strinjal s tem, kar je rekel predhodnik, enostavno je potrebno po svoji poti. Ja, res je, lep pozdrav tudi z moje strani vsem. Kaj ćemo govarjati, se ni zastonj tudi zelo dober govorec Matej, tako da bom povsem potrdil njegove besede. Jaz upam, Primož, da ga ne pooblastiš, da on daje izjave namesto tebe, oziroma da ti postane tiskovni predstavnik ali kaj podobnega. Lora to opravlja več kot odlično, ti zagarantiram in sem prepričan, da je temu tako. Primož, je bil dopust tak, kot si ga želel? Ja, res je, sam se, kako bi rekel, malo umikam iz teh vseh novinarskih zadev in vsega tega. Ja, super je bilo, kaj naj rečem, ko sem čakal na koncu tisti dober teden brez kolesa, brez dnevne rutine, ki je bila preko sezone. Zdaj pa ja, že počasi nekako pričakujem oziroma gledam v novo sezono. Ko je David Črmel po predstavitvi naslednjega tura dal v eter v Sloveniji, ni nujno, da bom na turu, si rekel, kar manjši potres je bil tam v okolici Kisovca in potem se je to širilo vse posad. Živeva, sedaj je tudi Giro predstavljen. Ja, nisem jaz nič kaj čutil tega potresa. Ne vem, no. Bil si v Parizu? To je tudi res, ja. Tako daleč ni očitno šlo. Bomo videli, no, zelo neprijetno oziroma tudi krivično bi bilo, da bi zdaj jaz govoril nekako o svojih dirkah naslednje leto, ker program nam bojo dali v decembru na prvih pripravah in ja, takrat bom vedel kaj več glede svojega programa dirk za naslednje leto. Dame in gospodje, dva najboljša in pa trener tretjega najboljšega v letošnjem pokalu Slovenije. Najprej Marko Polanc, Matej Mohorič in zmagovalec Primož Roglič. Dame in gospodje, zares trojka, ki je zaznamovala to leto in prepričan sem in si obenem želim, da bo še nekaj naslednjih let gonilna sila našega kolesarskega športa z vsemi tistimi, ki so seveda tudi zraven in jih ne bi želel pozabiti in nikakor spregledati v tem večeru. Seveda pa vsega tega, kar imamo zdaj v kolesarstvu, ne bi bilo brez naših seniorjev. Ljudi, ki so skoraj da vsako prosto minuto svojega življenja vrsto in še enkrat bom rekel, vrsto let namenjali kolesarjem in mnogim rodovom, ki smo jih imeli. Morda je kakšen med tistimi, ki so jih spremljali na njihovi športni poti ali pa jim celo zgradili njihovo športno pot, imel v sebi celo več, kot imajo Tadej, Matej in Primož, ampak tega niso znali ali pa niso mogli živeti. Podelili bomo namreč tudi 3 priznanja Kolesarske zveze Slovenije za dolgoletno uspešno delo v kolesarstvu in to, kar imamo danes, je plod vsega tega dela, ki je bilo opravljeno v teh letih, o katerih bomo govorili. Na oder vabim podeljevalca teh posebnih nagrad našim seniorjem. Z nami je v tem večeru tudi generalni sekretar Kolesarske zveze Slovenije, gospod Aleš Kalan. Dame in gospodje, tole je poseben del, posebno obdobje te večerne prireditve. Priznanje za dolgoletno predano delo v kolesarstvu prejme gospod Branko Rokavec.
Branko Rokavec, sedaj tajnik kolesarskega društva Branik Maribor, je član društva že od leta 1976. Takrat je svoje delovanje v okviru društva začel kot amaterski kolesar. Od leta 1978 dalje, pomeni 40 let, je kot član organizacijskih odborov vseh športnih prireditev v organizaciji KD Branik. Sodeloval je pri zagotavljanju tehničnih sredstev, urejanju administrativnih zadev in v vlogi sodnika skrbel za brezhibno izvedbo tekmovanj. Prav tako že 22 let sodeluje tudi na dirki po Sloveniji, ki je letos doživela bliskovit in izjemen jubilej. Bil je organizator sindikalne kolesarske lige v Mariboru, v kateri so tekmovali amaterski kolesarji v vseh cestnih kolesarskih disciplinah iz mariborskih gospodarskih družb. Posebej velja izpostaviti tudi njegovo pobudo za organizacijo mednarodne kolesarske mladinske dirke po Štajerski, ki jo je KD Branik Maribor 8-krat organiziral skupaj s Ptujskim in Lenarškim klubom. Njegove organizacijske sposobnosti poznajo tudi v sosednji Avstriji, kjer že 40 let sodeluje v organizacijskem odboru klubov v Deutschlandsbergu in Hartbergu, pa tudi v Celovcu, Velikovcu in Gradcu, ter na vseh večjih dirkah na avstrijskem Štajerskem. Leta 1990 je na združitvenem kongresu UCI-ja in FIAC v Berlinu predstavljal Kolesarsko zvezo Slovenije, leto kasneje pa je bila Kolesarska zveza Slovenije sprejeta tudi kot polnopravna članica mednarodne zveze. Organiziral je UCI verificirani 10-dnevni seminar za slovenske sodnike v Mariboru, zadnjih 25 let pa je član različnih organov Kolesarske zveze. Glede na bogat in raznolik prispevek k razmahu kolesarstva na lokalni, državni in mednarodni ravni, Branku Rokavcu podeljujemo priznanje za dolgoletno uspešno delo v kolesarstvu. Dare, Riko, mikrofon je tvoj. Dare in vsi ostali, hvala. Mikrofon je tvoj. Vedno sem se spraševal, kako nekateri znajo biti kratki, meni pa to še nikdar ni uspelo. Neverjetno. Čeprav ni rastel pod Dolenjskimi griči, pa je postal eden najbolj prepoznavnih kolesarskih zanesenjakov na Dolenjskem ali spodnjem Kranjskem, kot so nekdaj še pred 100 leti rekli temu delu naše lepe dežele. Prejemnik priznanja za dolgoletno uspešno delo v slovenskem kolesarstvu je, dame in gospodje, Janez Jagodic. Ja, kolegi novinarji, sedaj pa bomo slišali, kako smo se motili. Primož Roglič ni edini slovenski kolesar, ki je skakalne smuči zamenjal za kolo. To je že davno pred njim storil Janez Jagodic. Nekdanji smučarski skakalec in potem kolesar Ljubljanskega Roga se je iz Dola pri Ljubljani v Novo mesto preselil pred 40 leti. Že kmalu po prihodu je prevzel delo trenerja mladinske vrste v novomeškem kolesarskem klubu. Za mladince je v Novem mestu skrbel več kot 30 let in v Novem mestu skoraj ni kolesarja, ki ni šel čez njegove treninge. Sandi Papež, Srečko Glivar, Jože Smole, Milan Eržen, Gorazd Štangl, Uroš Murn, Bogdan Fink, Martin Derganc, Boštjan Mervar, Jure Zrimšek, Tomaž Nose. So le nekateri. Nekaj let je sodeloval tudi s slovensko mladinsko reprezentanco in se udeležil 13 svetovnih prvenstev. Z Bogdanom Finkom je leta 1990 osvojil prvo slovensko medaljo na svetovnih prvenstvih med mladinci v Angliji. Janez Jagodic je v Novo mesto prišel nekaj let po ustanovitvi kluba. Razmere za delo so bile tedaj težke. Nekoč je baje hudomušno dejal: kolesarjem sem bil oče, mama, trener, mehanik, maser in psiholog. Ni ga v Sloveniji kolesarskega delavca, ki ne bi Janeza poznal
kot dobrega trenerja ter zanimivega in hudomušnega sogovornika. Še dolgo bodo v Novem mestu in širše krožile številni tako imenovani jagodizmi, kot naprimer, na trening moraš takrat, ko se ti ne da. Ko se ti da, si tako ali tako na treningu. Za vse, kar je Janez Jagodic dal slovenskemu kolesarstvu, mu Kolesarska zveza Slovenije podeljuje priznanje za dolgoletno uspešno delo. Janez, izvoli. Hvala lepa. Se pravim, če sam minuto bili so lepi časi, pa tudi težki časi. Ampak skoraj bi rekel, da so bili takrat lepši kot danes. Hvala. Hvala, Janez, hvala. Drugač pa še ena, ki jo je Janez povedal vsem kolesarjem, ki so hoteli biti dober. Taktika je bila samo ena. Eno težji pa na obrate. Upam, da ni kdo pozabil še na naslednjega seniorja, ki bo povabljen na oder. Vedno zelo markanten gospod, ki nikdar ni šparal na glasu in svojih idejah. Bil je tudi tvorec enega najboljših moštev, ki smo jih imeli. Ko sem stopal v svet kolesarstva, so me skoraj svarili pred njim. Mnogi so rekli, ali ga maraš, ali pa ga ne maraš, in če te on ne mara, potem pa ne bo v redu. Ampak pustil je velik pečat, ki pa najbrž še ni dokončno odtisnjen. Priznanje za dolgoletno uspešno delo v kolesarskem športu prejme tudi Rene Glavnik. Ko govorimo o Reneju Glavniku, govorimo o vsestranskem športniku v mladih letih in neutrudnem športnem delavcu v zrelejših letih pa vse do danes. Šport ga je prevzel že leta 1946, ko je pri telovadnem društvu Partizan Središče ob Dravi pričel z vadbo splošne gimnastike in nadaljeval z orodno telovadbo. Kasneje se je preizkušil še kot voznik speedwaya, strelec na glinaste golobe ter tekmovalec kartinga, motokrosa, motoskiringa na ledu z motorji, smučarskega teka in še kaj bi se našlo. Organizacijsko je bil aktiven pri mnogih klubih. Bil je soustanovitelj plavalnega kluba Terme Ptuj, kjer je deloval kot trener, tehnični vodja in član upravnega odbora. Velik je njegov prispevek pri izgradnji objekta za brodarsko društvo Rance Ptuj. Svoj pečat pa je pustil tudi pri Avtomoto društvu Ptuj. Leta 1985 je postal član, 2 leti kasneje tudi predsednik kolesarskega kluba Ptuj. Predsednik kluba je bil do leta 1992. Od takrat dalje pa je v kolesarskem klubu Perutnina Ptuj opravljal delo tehničnega organizacijskega direktorja. Kolesarji tega kluba so svoje sposobnosti dokazali številnimi vrhunskimi uvrstitvami, tako doma kot v tujini, predvsem pa so odmevale zmage na dirki po Sloveniji. Rene Glavnik je pobudnik najštevilnejšega slovenskega kolesarskega polimaratona na Ptuju, kateri že 16 let zapovrstjo presega zgolj okvire kolesarjenja. Zadnje leto pa sodeluje kot svetovalec v kolesarskem klubu Perutnine Ptuj. Za svoje delovanje je prejel številna priznanja, med drugim zlato, srebrno in bronasto Bloudkovo značko, prostovoljsko plemenico Olimpijskega komiteja Slovenije, prejel je tudi Bloudkovo plaketo za življenjsko delo na področju športa in nagrado za življenjsko delo v mestni občini Ptuj. Kolesarstvo v Sloveniji je hvaležno za prispevek Reneja Glavnika in mu podeljuje priznanje za dolgoletno uspešno delo. Je Rene napisal kakšen govor oziroma kaj je potrebno povedati tistim v Ljubljani? Lep večer vsem skupaj. Ne, Rene ne rabi nič napisati, mi vemo, kaj on hoče povedati. Hvala lepa za nagrado v Renejevem imenu, ampak se opravičujem, da ga danes ni tukaj, ker pač zdravstvene težave mu onemogočajo to, da bi prišel, ampak je bil namen, da pride sam osebno prevzeti nagrado. Vedno, ali si
z njim ali si proti, samo včasih si moral biti tudi proti, da te je spoštoval. Ne? Vedno smo z njim. Vedno smo kolesari, oziroma vedno smo tisti, ki spremljamo kolesarstvo s kolesarji. Zelo radi smo v karavani, če že ne moremo biti spredaj. Pozdravite ga iz Ljubljane, Reneja Glavnika. In če smo bili zdaj med našimi seniorji, pa moramo kakšno vendarle reči še v tem večeru tudi o posebni kategoriji mlajših seniorjev. Privajanje na seniorske čase enostavno ni enostavno. Lahko se povpraša seniorje, ki so z nami. Vsak, ki se je prek mlajših članov prebil med elito, to dobro ve in ima vsaj nekaj že tudi izkušenj, da ne bo kakšne slabe volje. Ampak ob teh besedah na oder vabim gospoda predsednika Kolesarske zveze Slovenije, gospoda Tomaža Grma. Še eno priznanje in pa zahvala za dolgoletno uspešno kariero. Vsak konec je nekoliko težak, ampak. Dame in gospodje, Borut Božič. Borut Božič je svojo tekmovalno pot začel v domačem klubu Sloga 1902 Idrija, nadaljeval v Ljubljanskem Rogu in preko Perutnine Ptuj prišel do profesionalcev, kjer je vztrajal dolgih 12 let. Bil je sprinter vzdržljivega tipa, ki se je v drugem delu kariere dokazal tudi na severnih klasikah. V dolgi karieri je dosegel 30 mednarodnih zmag, med katerimi izstopa prva slovenska etapna zmaga na eni od 3 največjih dirk na svetu. Prosim, tega ne pozabite nikoli. Tule je z nami prvi zmagovalec na večetapnih dirkah, ki jim pravimo Velike 3. Leta 2009 na dirki po Španiji. Dvakrat je bil državni prvak na cestni dirki in dvakrat je zastopal Slovenijo na olimpijskih igrah v Pekingu in v Londonu. Dolga leta je bil tudi kapetan slovenske reprezentance v elitni kategoriji, 9krat je nastopil v dresu z grbom na svetovnih prvenstvih, kjer je še vedno eden najboljših. Dame in gospodje, drži tisto, kar lovijo že 7 let. 7. mesto na svetovnem prvenstvu v Kopenhavnu. Borut Božič. Ja, Borut, drugi najbolj vpliven Božič v dvorani, Jon je še tu, upam, da ni odšel. Beseda je pa. Dobro večer. Zahvaljujem se, tega nisem pričakoval. Prišel sem tako pozdraviti moje kolesarske prijatelje. Ja, leto sem zaključil. Začenja se novo poglavje. Zahvalil bi se vsem, ki so mi prej pomagali, ki vsi dobro vejo, kjeri so. Zahvalil bi se ekip, ki mi je dalo priložnost, da še ostanem v kolesarstvu in pomagal bom še naprej. Upam, da kar tako kot znam, pa upam, da to, kar bom delal, da bom pripomogel nekaj dobrega vsem in se že veselim. Hvala. Borut, samo še 2 vprašanji, taki bolj primorski iz Idrije. Si pripeljal s sabo očeta in sina? Ne, zato ker sem tako v letu. Si v letu? Tako. Ja, enostavno. Si v letu, tako kot takrat v Španiji, ne? Si enostavno v letu. 2009 si v letu, ne?
Ja. Tako enostavno je to. Ne, ni. Zakaj pa jaz pulim, pa se tisti pelje 120 navzdol, pa rogla navzgor, da vsi gledajo, ga ne vidijo nikjer, jaz si pulim lase, ti pa sem v letu. Ja, lepa leta so bile, dobre noge in vse se je poklopilo. Ampak Borut, kljub vsemu, ne, sina tu vidim, tvojega kolesarskega sina, vidim tule? Kar nekaj je fantov, ja. Pa tamle tvoj pravi idrijski kolesarski sin. Tudi, ja. Je tudi prišel. A je prišel, ne? Tudi on je danes, ja. Tudi on je tukaj danes. Tole pa bo idrski večer v Ljubljani, ja? Ja. A bo kar v Idrje? Bomo danes kar mirni, ker imam jaz vse doma, tako da bom kar hitro šel domov. Samo še tole mi povej, kdo te pelje domov, Pelkan ali Turk? Danes bo kar Božič. Bravo. Dame in gospodje, ostaja zraven, bodite pomirjeni. Borut Božič. Si predstavljate, november se je šele začel in moraš reči, dopusta je konec. Kot da bi bil kolesar. Je to privilegij ali ne? Navadni smrtniki običajno to rečemo ob koncu avgusta, morda septembra, oni se tedaj še močno matrajo. Pa ni hec, cenjeno poslušalstvo, kolesarji imajo sezono dolgo 10 mesecev. Tisto tekmovalno, pa se je potrebno še pripraviti. Čas dopusta je mimo, zdaj so tu že priprave na naslednje leto. Vemo, da je Matej Mohorič morda že pogledal olimpijsko progo na Japonskem, ne pogledal, premeril jo je popolnoma. Saj veste, on bi študiral vse, če ne bi bil na kolesu. Vse. Premeril jo je levo, desno, tisto kronometer, vsi podatki bodo leteli na naslov Andrej Pika Hauptmann, Afna, nočem povedati, ker drugače bo pošta polna, že čez 5 minut. Ampak dajmo malo prednosti spet kulturi. Spoštovane dame, upam, da ni pretirane nervoze. Če je bil kdo na dopustu v Havani, bo vedel, o čem bodo igrale. Če ni bil, vas vabim v Havano.
Zanimivo v Havani. Ste slišali, ne? Fino je v Havani, če si tam 7 ali 10 dni in potem lepo odideš v svojo deželico. Lepše, kot da si v Havani. Boš čas. Če ostane malo pri glasbi, poznate slogan naslednje Eurovizije v Izraelu? Dare to dream. Mi, ki smo malo manjkali pri tujih jezikih, to preberemo dare to dream. Zanimivo. In ko sem ravno pri sloganih, zanimiv bi bil slogan Tele 4 zategale. Res dober. In zdaj še osrednji priznani večera in leta v celoti. Zvezdi vseh zvezd na kolesarskem nebu, ki je bilo letos skoraj da brez oblačka. Noče se je kdo kislo nasmehnil, saj že razmišljamo o novi sezoni in tudi o novih izzivih in priložnostih. Ne bo jih malo. Ampak kot rečeno, še oba najboljša ali krem de la krem, slaščica pride zadnja. Učimo se francosko. Pravijo, da bomo v naslednjih letih morali obvladati francoščino. Podeljevalec je gospod Blaž Perko. Tole mi ne gre z jezika VD. Bom kar rekel, eden glavnih operativcev naše krovne športne organizacije, Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvezd in upam, da tale VD samo še do 16. decembra. Gospod Perko, častnik. Dame in gospodje, prva dama našega kolesarskega športa. Ste ugibali, kdo bi napisal pravilno, če bi vam dali ob prihodu listek? Da vidimo. Boste dvignili roko? Kdo bi napisal recimo Vida Uršič? Haha, izkušeni seniorji. Ko je Vida vozila Giro, se marsikdo od tistih, ki so bili danes na odru, še niti rodil ni. Aplavz za Vido Uršič, ki je danes tudi z nami. Zvezda, ki med slovenskimi kolesarskimi damami najlepše sije pa je Monika Hrastnik.
iz 21. na 12. mesto. Tako visoko še nikoli ni bil noben Slovenec. Zato prejme nagrado za najboljšega slovenskega kolesarja leta 2018. Primož, izvolijo. Govor si najverjetneje spisal popovdne. Ja, kaj naj rečem. Hvala za nagrado, ker na zadnjih dirkah sem kar dostikrat izgubil, tako da je veselje spet nekaj dobiti. Pa tudi videl sem prej že Moniko, tako da očitno so se dobro zmenila ob koncu prireditve. Lansko leto so tudi oba isto oblečena, tudi letos. Upam, da bo še trajalo, no, tudi naslednje leto. Lepa hvala vsem, ki mi pomagajo, stojijo ob strani ob tej poti in z veseljem gledam še v prihodnost. Primož, vsaj sam sem pustil eno vprašanje za konec sezone. Kolikokrat si ogledaš avto Lota Jumba z zadnjega dela? Čim manjkrat probam, ja. Težko gledaš koga v hrbet, ne? Ja, sploh, avto sploh ne, tudi vse ostale, no, ko me Recimo, ko prehitijo. avto miruje, ko te ne skrbijo, da bi dobil preveč plinov vase. Tiste kroglice, recimo, ki so narisane tam zadaj, kolikokrat si jih pogledal? Katere kroglice? Tam zadaj so ene kroglice za loto. Najbrž ste to že videli. Si videl? Ja, razumem, ja. In tam je ena kroglica številko 1. Moja. Bravo, sem vedel, da bo vedel. Bravo, številka 1. Na avto Lota Jumba in pri nas. Primož Roglič. Za trenutek še za naše fotografe, izvolijo. Dame in gospodje, še enkrat v tem večeru Monika Hrastnik in Primož Roglič. Povabil bom tudi vse ostale dobitnike nagrad, če boste prišli čim bližje, nič ne bomo čakali sedaj, kajti prireditev še traja. Hvala lepa obema, prireditev še traja. In dame in gospodje, hvala lepa, da ste si vzeli ta večer za nas, medtem ko se dobitniki nagrad zbirate tule pod odrom, pa še k zadnji skladbi tega večera. Kvartet Art Ini, Can't Take My Eyes Off You. Ne moremo makniti oči s tebe. Drži to? Drži. Lepo.
Hvala lepa, kvarteta Artini, hvala lepa vsem vam, ki ste bili ta večer z nami. Še enkrat vsi, ki ste nagrajeni, prosim, če pridete za potrebe kamermanov in fotografov, še enkrat sem kodru oziroma pod odr in tisto, da ne bo izjav, sem se nekoliko hecal. Vsi so na voljo tudi za izjave po koncu. Hvala lepa, da ste bili z nami in ne umikamo oči z vas in želimo si, da bo tudi naslednje leto tako uspešno kolesarsko kot letošnje. Hvala lepa, vsi seveda tudi vabljeni, da ostanete z nami, kamor se vam ne mudi. Tule na moji desni so taka manjša vrata, ki peljejo skoraj da v raj. Hvala lepa, da ste bili z nami in ostanite z nami.